Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci televizije AS, lepo pozdravljeni. Vabljeni k ogledu utrinkov, ki smo jih za vas pripravili v oddaji Dogodki. Zdravju namenjamo čedalje več pozornosti in ko zbolimo, želimo čim hitreje najti pravi naslov, kjer nam lahko pomagajo. In ker imamo prav pri tem iskanju pogosto težave, nam bo pri tem kmalu pomagal nov računalniški sistem. RegioHelp, po domače bi rekli regijska pomoč pri dostopu do različnih ustanov, je računalniški sistem oziroma program, ki pomaga pri reševanju zdravstvenih oziroma socialnih težav. Njegova osnovna ideja je torej reševanje težav ljudi, ki iščejo informacije na različnih mestih in so do zdaj obiskali več ustanov, preden so našli tisto, kjer so dobili pravo informacijo, tisto, ki so jo iskali. Če gre za enega posameznika, je to seveda lahko njegov osebni problem. Kadar imamo pa množico ljudi, 100, 200, 300, se pa soočamo že s tem, da gre za pomembno izgubo časa, ki bi ga lahko porabili za kakšno bolj koristno aktivnost. No, in zdaj ideja je ta, da poskušamo ponuditi neko platformo, ki bi v neki regiji zbrala vse ponudnike socialne, na področju socialne pomoči in zdravstvene pomoči, in bi ti ljudje, ki so prej porabili veliko časa za to, da so prišli do tistih vrat, da pravih vrat za pravimi informacijami, to pravzaprav našli že v enem koraku, torej na prvem koraku na tej platformi in na tak način, da se vpiše problem, ki ga imaš, in potem ti ta platforma ponudi tiste inštitucije, ki se ukvarjajo s tovrstno problematiko in ti lahko ponudijo pomoč. Kaj pa tisti, ki računalnika ne obvladajo, to so predvsem starejši, ki tako pomoč največkrat iščejo? Mi smo delali dve raziskave. Najprej smo spraševali tiste ljudi, ki ponujajo v inštitucijah tovrstno pomoč, smo naredili intervjuje z njimi, tako da smo dobili njihova mnenja, potem smo naredili še tako imenovano kvantitativno raziskavo z anketami, kjer smo spraševali pravzaprav to populacijo, ki v zadnjih 6 mesecih iskala tovrstno pomoč. In zdaj iz ene in drugih ugotavljamo, da je pravzaprav teh ljudi, ki imajo določeno pismenost, ki je za to potrebna, relativno dost. Po drugi strani smo ugotovili tudi to, da mora taka platforma biti dovolj enostavna za uporabljanje. Ker pa se zavedamo seveda, da je pa en delež ljudi takih, ki tudi tega znanja nima, je predvideno to, da bodo ti iskalniki postavljeni tudi na takih mestih, kjer bi jim ljudem, ki bi ga želeli uporabljati, tudi pomagal. To je na eni strani, na drugi strani pa vsi tisti, ki v inštitucijah ponujajo pomoč in zdaj oni vejo za svojo inštitucijo, kaj je tisto, kar oni počnejo, nimajo pa pregleda nad vsem ostalim, bojo tudi oni lahko to uporabljali. Torej, če povem konkretno, nekdo pride k meni in me vpraša za eno pomoč in moja inštitucija tega ne ponuja, potem v tistem trenutku lahko grem na iskalnik, poiščem, kje to je in ponudim tisto ta pravo rešitev tej osebi. Torej, ona zdaj ne gre na slepo iskati nekam drugam, ampak pravzaprav v enem, 2 korakih že pride na tista vrata, kjer je lahko nudijo to, kar bi ona želela. Čezmejni projekt RegioHelp že živi v Avstriji, v pokrajini Vojtsberg, v Sloveniji v Pomurju ga zdaj vzpostavljajo, kot pravijo, pa ga želijo najprej tudi preskusiti. Namreč nevarnost, ki se tu pojavi, je v tem, da če damo nek izdelek, ki še ni dokončno narejen, potem lahko hitro pride do nezadovoljstva, ker dobro ne funkcionira. Želimo ga dobro preskusiti in to, kar ste prej vprašali, v Avstriji ta platforma deluje, in tam se bodo vse te tako imenovane otroške bolezni poskušali odpraviti, potem se to prenese v en sistem, kjer normalno začne funkcionirati na ta način, da ga začnejo na eni strani ponudniki polniti z tem, kar ponujajo, in na drugi strani seveda uporabniki potem tudi uporabljati. Projekt ponuja rešitev v obliki samoučečega se sistema za upravljanje znanja in podatkov, razvitega na Tehniški univerzi v Gradcu v sodelovanju s podjetjem Nekom, izhaja pa iz lokalne problematike. Ravno zaradi tega, ker želimo v tem okolju to preizkusiti, dobiti sistem, ki dobro funkcionira, in potem, če bo se to zgodilo, potem je možno ta sistem prenašati v druga lokalna območja in verjetno bom v nekem smislu vedno ostal lokalen, zaradi tega, ker če iščem pomoč, obstaja neka geografska omejitev, kako daleč sem jaz pripravljen iti po to pomoč. Kar pomeni, da se odpirajo možnosti ne le za iskalca storitve, ampak tudi za ponudnika. In tak je zagotovo regijska bolnišnica. Ker prihajam iz Splošne bolnišnice Murska Sobota, seveda smo zainteresirani za te novosti, ker
Nenazadnje ugotavljamo, da naši uporabniki, pacienti so željni informacij in glede na to, da se spremembe hitro vršijo v zdravstvu, moramo dohajati tem novostim oziroma jih moramo sproti tudi informirati o naših storitvah. Dejansko tukaj vidi bolnišnica eno priložnost, kako naše uporabnike, predvsem paciente, svojce, čim bolj informirati, katere storitve lahko pri nas dobijo, in potem tudi kako lahko sodelujemo z povezavi zdravstvo, sociala. Dejansko, ko so pri nas pacienti in se pripravljajo naprimer tudi na odhod domov, so ene stiske v zvezi z načrtovanjem odpusta in tukaj rabimo spet neko sodelovanje med nami in domovi za starejše, center za socialno delo. In tudi na ta način upamo, da bomo lahko bolj vzpostavili to sodelovanje med institucijami znotraj regije. Projekt prinaša pluse in minuse, možnost večjega povpraševanja iz Avstrije in možnost večjega odliva v Avstrijo. Ko nas že zdaj zavezuje ta evropska direktiva o prostem pretoku pacientov, mi smo dolžni nuditi te nujne zdravstvene storitve tudi tujcem. Sigurno se bo pojavilo, lahko pričakujemo tudi interes do določenih specialističnih storitev. Tega bi bili veseli, ampak glede na trenutno stanje, visoke, dolge čakalne dobe, verjetno še v prihodnosti ne bo teh težav, ker vemo, da so vseeno razlike med zdravstvenim sistemom pri nas in v Avstriji. Ampak smo pozitivistični, upamo, da se bo čez čas to stvari, da se bodo izboljšale. In bojazen, da starejši bolj malo brskajo po spletu? Mi moramo dati uporabniku vse možnosti, naj izbira. Nekateri se bodo odločali in bodo iskali informacije na spletu, drugi bodo rajši poklicali, uporabili telefon ali osebno prišli do nas. Sistem bo poleg spleta javno dostopen na informacijskih točkah v javnih ustanovah, po telefonu, vzpostavljena pa bo tudi mreža za sodelovanje ustanov v regiji. Sistem in mrežo bosta usklajevala Center za zdravje in razvoj Murska Sobota v Sloveniji in Haus des Lebens v Avstriji. Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru pa bo sistem podprla z optimizacijo procesov in vrednotenjem učinkov projekta. Praznično razpoloženje se pozna na vsakem koraku in del tega je tudi vonj po pecivu. In če velja, da ga že od nekdaj ob tem času pripravljajo gospodinje, zdaj že 9 let velja tudi, da ga pripravljajo tudi v Dosorju, domu starejših občanov Radenci, kjer sta iz peke keksov nastala pravi projekt in celo blagovna znamka Keksijada. Keksi so ploščato pecivo pravokotne oblike, navadno iz krhkega testa, pravi teorija. Praksa iz Dosorja pa, da so pravzaprav veliko več in da je tudi iz keksov mogoče napraviti zgodbo. Pravzaprav je to čist moja ideja. Jaz, ko sem začela v Dosorju 2009. leta delati, mi je se porodila ena taka misel, želja, zakaj pa ne bi z našimi stanovalci podoživeli nekih otroštva, tistega, kar so svojimi družinami, svojimi najbližjimi že nekoč doma delali in da bi to potem tu nadaljevali z malo večjo, malo drugačnejšo družino. Prvo leto smo pekli res samo stanovalce in pa mi zaposlene. Potem se pa vsako leto začelo to stopnjevati in širiti na večjo prireditev, večjo stvar. In tako so letos pri Keksijadi sodelovali učenci Radenske osnovne šole, pa zaposleni na občini in v zdravilišču. Pa ne le zaposleni, pomagat so prišli tudi zdraviliški gostje. Midva sva se pridružila z ostalimi gosti zdravilišča, da nekaj skušamo ustvarjati pri tej Keksijadi. Moj mož zelo rad kipari in je rekel, jaz bom pa nekaj po svoje naredil in se je lotil saj ne vem, kako je pomenoval, Afrodito ali kaj. Testo ni bilo najboljše za kiparjenje, ker je bilo malo preveč čvrsto in mu ni uspevalo tako, kot bi on želel, nekaj je pa kljub temu ratalo. Ratalo je marsikaj in če kdo misli, keks je keks, predvsem sladek in to je to, se moti. To so drugačni keksi. Pri nas pa gledamo na to, ko bi tudi sladice, ki so sladke, po okusi,
bile zdrave, ko bi jo lahko zaužil tudi naš vsak stanovalec, pa tudi vsak, ki ima probleme s sladkorjem ali raznimi gluteni, alergijami in tako naprej. Tako da poskušamo vključevati materijale naravne in pa tudi telesu koristne. Se pravi tako, da vključene so pirine moke, kar se tiče mok, sladkorje so, ali sladkane so z agavov ali z rjavim sladkorjem, če že more biti, tako da tudi oreški pa takšne zadeve. Tako da poslužujemo se kak najbolj zdravih. Zaradi tega je tudi nastala naša knjiga, ki se je zelo dobro prijela. Smo notri recepte, ki smo jih preizkušali, dodelali, tako da smo ponosni na njo in vedno, da smo začeli s to keksijado, mislim, da od nas nihče ni verjel v to, da bomo posneli kdaj pa naredili to knjigo, ampak nam je uspelo, ampak zdaj že stremimo naprej, naslednjo leto je naše jubilejno 10. Tako da probamo nekšo sladico tudi pripraviti, ki bi bila za nas en promovator. Se pravi, naši keksi so zdaj že toliko tradicionalni, da je ena močna podpora naši blagovni znamki. Tako da smo dobesedno ponosni na keksijado in pa na kekse, ki jih proizvajamo sami tudi v naši slaščičarni, ki jih lahko tudi vsi zunanji uporabniki in stanovalci in vsi kupijo. In ker so posebni keksi, je posebna tudi ocenjevalna komisija. Ne izbere namreč zmagovalca, ampak kekse za blagovno znamko tekmujejo pa etaže dosorja. Tekmovalnost imajo in jim dosti pomeni, če smo, zdaj smo pa mi boljše spekli, kak ona, ne? In to jim vsako leto jih bolj druži, pa bolj povezuje, lani smo ga tam biksnuli, moramo zdaj popraviti, da je naslednjo leto boljše, kot bomo mi prvi. Iz tega pa je zraslo nekaj več. Videli smo idejo, poslovno idejo v tem projektu, da naredimo svojo blagovno znamko in projekt Keksijada je rodil tudi blagovno znamko piškotov Keksijada in pa seveda tudi knjigo, v kateri se zbirajo recepture. Ker pa mi nikoli ne počivamo in želimo vedno nekaj dodati, smo tudi te recepture razvijali v take bolj zdrave. Zadevo nadgrajujemo tudi v tej smeri, da smo potem razvili tudi blagovno znamko Naturovita, ki pa potem vse te predelane recepture se pa potem shranjujejo pod to blagovno znamko. Vsako leto je gost, ki je cel čas skrivnost, presenečenje, tik pred zdajci se zve, kdo bo nastopal in prav vsi nestrpno čakajo ta dan, to prireditev. Res pa je, da naše pridne gospodinje se morajo potruditi že nekaj časa prej, da lahko recepte zberejo, material se priskrbi in prava zahvala gre predvsem njim, ker to delo poteka v tistem dnevnem delokrogu. Zraven dela, ki se dnevno mora opraviti, je še to en dodatek, tako da vidimo, da smo z empatijo, z čutom pri tej stvari, pri naših stanovalcih in da jim želimo res, da se imajo lepo in uživajo v naši sredini. Naši stanovalci so projekt vzeli za svojega, vzeli so ga tudi zaposleni, kar je zelo prijeten občutek. In ko vidimo, da se tudi naša blagovna znamka piškotov Keksijada dobro prodaja, se pravi, smo postavili dobre temelje, ki so temeljili na človeškem odnosu, na želji, na prisotnosti in to je potem obrodilo tudi sadove. Za okroglo 10. obletnico pa napovedujejo. Pustimo se presenetiti s kakšnim novim izdelkom, produktom, blagovno znamko, knjigo, ne vemo, bomo videli, kaj bodo rekli dobri možje. Škofija Murska Sobota je organizirala novinarsko konferenco, na kateri so predstavili priprave na obhajanje 100-letnice združitve Prekmurcev z matičnim narodom. Predstavljene so bile tudi publikacije ter pastoralne spodbude in usmeritve v prihajajočem pastoralnem letu.
Soboška škofija bo v letu 2019 pripravila obletnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. V okviru tega bodo potekali številni dogodki, osrednja sta vsekakor slovesna sveta maša in znanstveni simpozij. Več o dogajanju v prihodnje pa so predstavili na novinarski konferenci. Praznovanje te obletnice je torej za vse nas nujna in smiselna samo tako, da ponovno prikažemo vrednost katoliške vere in pa katoliške etike. Pri tem bo potrebno poudariti vlogo katoliške cerkve tudi za Pomurje in tako je s katoliške strani pokroviteljstvo nad vsem tem dogajanjem prevzela Slovenska škofovska konferenca. Za pripravo in izvedbo tega jubileja sem imenoval odbor, ki se je že sestal in pri tem izpostavil nekatere poudarke. Načrtujemo naslednje dogodke. Najprej slovesno obhajanje svete maše, ki bo v Beltincih 17. avgusta 2019, torej na kraju in ob dnevu razglasitve leta 1919, da je Prekmurje priključeno k kraljevini Slovencev, Hrvatov in Srbov. Pri tej sveti maši bodo se moševali vsi slovenski škofje in mnogi duhovniki, povabljeni pa bodo tudi škofje iz sosednjih držav Hrvaške, Madžarske in Avstrije. Meseca oktobra 2019 bomo izvedli tudi znanstveni simpozij, s katerim hočemo še enkrat zelo objektivno in pošteno izpostaviti vlogo posameznikov in skupin pri združitvi prekmurskih Slovencev z matičnim narodom in kaj to tudi pomeni še danes za versko in narodno zavest Pomurcev. Poleg teh dveh osrednjih dogodkov naj omenim še nekatere. Razstava, ki bo spregovorila o dogajanjih priključitve, potem molitvene ure za domovino, bogoslužni nagovori po cerkvah, ki bodo spregovorili o naših narodnih buditeljih, uvajanje slovenske himne in pesmi Slovenska krajina ob koncu slovesnih svetih maš, ureditev prostorov ob žepnijskih cerkvah, kjer naj plapolajo slovenska, papeška in evropska zastava, priprava učne snovi o zgodovini Pomurja in Porabja za osnovnošolce in srednje šolce, ki jo bodo kateheti podajali med veroučnimi urami, in potem tudi priprava šmarničnega branja za leto 2019, ki bo govorilo prav o zgodovini Pomurja oziroma Prekmurja, Porabja in naših narodnih buditeljih. Na novinarski konferenci so predstavili tudi publikacije, ki so izšle pred kratkim, in sicer zbornik Stopinje 2018, novo številko škofijskega glasila Poti k Bogu, ki izide 4-krat letno in je tokrat posvečeno 750-letnici prve omembe Marijine cerkve v Turnišču ter 8. knjigo iz zbirke Kozarjevih izbranih del z naslovom Kamen in srce. Pred nami pa so Stopinje 2018. Stopinje z bogato vsebino o življenju v naši soboški škofiji. Da bi lažje hodili po dobrih poteh, nas nagovarjajo naši vzorniki in svetniki, najprej v koledarskem delu, nato še v poglavju Stopinje svetih. Da ne bi pozabili svojih temeljev, nas v koledarskem delu spominjajo datumi spominskih dnevov in da ne bi česa dobrega zamudili v novem letu, pa so zapisani datumi škofijskih dogodkov, ki jih bomo obhajali. Stopinje 2018 obsegajo 336 strani, objavljenih je 227 fotografij, sodelovalo je 29 avtorjev, pri tem pa niso šteti tisti, ki so pisali župnijska poročila, župniki ali v njihovem imenu kdo drug. Potem pa še v 13 poglavjih je objavljenih 71 naslovov in tudi tukaj niso šteta tista župnijska poročila, ki jih je čez 30. Na tiskovni konferenci škofije, ki jo ta tradicionalno sklicuje na začetku decembra, so bile predstavljene tudi pastoralne dejavnosti.
V letošnjem pastoralnem letu je bilo poudarjeno ustvarjanje priložnosti, škofija pa bo tudi v prihodnje na področju dobrodelnosti ohranila projekte, s katerimi bo med drugim zagotavljala topel obrok hrane za socialno šibkejše ter streho nad glavo materam in otrokom v materinskem domu. Pastoralno prizadevanje v drugem letu po škofijskem misijonu je naravnano na svetost. Že v minulem letu smo ob zgledu svetniških kandidatov prebujali zavedanje, da je svetost poklicanost vsakega kristjana. Tokrat je bilo to vse, kar smo vam pripravili v oddaji Dogodki. Vabljeni, da ostanete v naši družbi tudi v prihodnje.